Prepričan sem, da se zgodovina ne bo ponavljala, da čas, ki je bil prisoten v 80-ih letih v smislu vseh družbenih trendov, razmerij, velesil in podobno, ne bo izvala spremembe v naslednjih letih, kot jih bo izvala pač to, kar je že prej smo slišali v neki drugi obliki, kriza Evropske unije, kot take, pa mogoče ne zaradi same Evropske unije, ampak dejstvo je pač, da smo v nekem ponovno prelomnem času, kjer bomo verjetno ponovno rabili neko enotnost. Ne? Verjetno bomo spet rabili nekaj francetov, ki bodo v kaosu negotovosti znali pokazati pravo pot. Ne? In v tistem kaosu 80-ih let, spomnite se grožnje jugoslovanske armade za intervencijo, zaslišanja znotraj predsednikov aktivov SLO in DS in nekako stalne sence, takrat so bile še sence, ne? Takrat je v telefonih klikalo, pa za tabo kdo hodil. Ne? Danes tega več ni potrebnega, ker imamo digitalne mobilne naprave, računalniške IP-je in podobnega. Ne? Pač nek sistem, ki deluje na platformah operacijskih sistemov v lasti ameriške države. Ne? To pomeni, da smo v nekem novem času, v nekih novih dimenzijah, kjer ta dilema socialne demokracije oziroma socialne skupnosti, zdaj govorimo o tem, takratna ideja je bila preživetje pred nevarnostjo balkanskega kotla. Ne? V 88 se je nekako slutilo, da se lahko nekaj zgodi in če si takrat upozarjal na takšno nevarnost, si zelo verjetno bil mal čez les, ne? In, oziroma radikalc, to mi je danes nekdo rekel, da sem bil vedno radikalc. Ne? Čez par let se je to zgodilo. Ne? Čez par let se je začela vojna na Hrvaškem, kakšno leto kasneje popoln kaos v Bosni, ne? Sred civilizirane Evrope, sredi tako rekoč jedra neke kulturne civilizacije sveta. Ne? No in z tega vidika je, tako kot je Andrej popisal, ne, se pojavi nek misionar, ker drugače skoraj ne morem reči za Franceta, ne, ki je rekel, zdaj pa moramo ukrepati, zdaj je čas, ne, zdaj moramo nekaj narediti. Ne. No in ta njegove osebne lastnosti, ne, se pravi človeška doslednost, se pravi, v prvi vrsti je znal spostaviti dober stik z ljudmi, ne? Pristen osebni stik, se pravi, da si ga lahko gledal v oči in da si dobil neko človeško toplino. Ne? Drugič, veliko zaupanje v sogovornika oziroma kar si se z njim dogovoril, je to pričakoval, da se bo dejansko zgodilo. Ne? In tudi, če se to ni zgodilo, ga v osnovi ni motilo. Ne? In ko smo začeli celo pobudo, je rekel seveda, pač bomo imeli kup ljudi, ki bo prišlo za nekimi ne nujno dobrimi nameni, ne? Ampak to nas ne bo motilo. Ne? Poskušali bomo narediti nekaj novega, pravzaprav ne nekaj novega, nekaj, kar teče drugje vseh posod po svetu, ne? In pri nas ne kaže oziroma se zavedal, da upeljava takšnega sistema ne bo idealna. Ne? Zavedal se vseh slabosti. Ne? Po drugi strani je bil pa zelo pragmatičen, ne? Ko je šlo za dilemo, ali ustanavljamo stranko tik pred februarskim ustanovnim zborom. Seveda je bilo pritiskov v pisemski obliki, ne? Da pač moramo delovati samo znotraj SZDL, do telefonskih pogovorov in sporočil poslanih preko ali Katje Boh ali Tita Turnška, da tega ne smemo poimenovati stranka. Ne?
No in takrat je on bil zelo pragmatičen, ne, in je rekel, ti lahko vztrajaš na stranki, ampak jaz želim stranko speljati. Ne. To pomeni, jo bomo poimenovali zveza. Ne. Precej ljudi je takrat temu nasprotovalo, dolgoročno se pa izkazalo, pač, da ima prav. Ne. Konec koncev je le predstavljal nek krog ljudi, ki je imel, če bi rekli to, nemško socialdemokratsko izkušnjo. Ne. Pač njegov tast je bil socialdemokratski župan enega dela Berlina. Ne. To pomeni, je imel tako rekoč v družini ob kosilih in druženih neke informacije, ki jih večina seveda pri nas ni imela. Ne. Po drugi strani pa smo v študentski organizaciji imeli predvsem tehnike, naravoslovce, medicince, veterinarije, se pravi samo in mislim, da dobenega ne iz FDV, oziroma takrat FSPN, in za razliko od vseh prejšnjih ekip. Ne. In konec koncev, jaz mislim, da sem bil prvi in zadnji predsednik UKZSMS, ki nisem bil član partije. Ne. To meni takrat je partija se že zavedala, da bo treba pa, ne vem, še koga, ki je kam spustiti. Ne. No in z tega vidika je ta Francetova izkušnja sopadala konec koncev tudi, recimo jaz sem imel v ekipi 2 študenta, ki sta do konca srednje šole živela v Nemčiji. Ne. Kar nam je pa potem v neki točki prišlo izjemno prav. Ne. To pomeni večina intervjujev, ki jih je imel Francet Tomšič prvi, drugi teden, tretji teden našega zagona, so bili nemški mediji. Ne. To pomeni, je briljiral v Hochdeutsch sprahi, ne, in ni imel nobenih težav, recimo, artikulirati stanje, projekcije in tako naprej. Ne. In tudi medijska odmevnost je bila precej velika. Ne. Zdaj pa večina vas, vključno zgodovinarji, je pozabila, da je ta pobuda bila, če ne prva, pa ena zelo, zelo prvih na vzhodu. Ne. To pomeni v bivšem socialističnem bloku. Jaz ne poznam, da se je kje prej začelo kot v Sloveniji. Ne. Zakaj tega nihče od zgodovinarjev ne navaja, meni ni jasno, oziroma ali se ni potrudil, ali pa se mu zdelo nepomembno. Ne. Američani bi na veliko mahali, bili smo prvi. Ne. Pač, ne vem, nekdo ima premalo samozavesti ali pa samozaupanja, no in to jaz mislim, da je točka, ne, kjer lahko suvereno rečemo, da smo bili korak pred Evropo, ki je pač gledala na nas kot na nek eksperiment, a bo ratalo znotraj enopartijskega sistema. Ne. Zdaj pa, zakaj je ratalo? Ne? Pol leta preden smo začeli s to pobudo, je en moj pokojni kolega, Samo Resnik, pripeljal, pač da ima neko ekipo, ker bi mi svojo ekipo predlagali za predsedstvo slovenske mladinske organizacije, ta RKZSMS. Ne. No in ta ekipa, smo se dobili nekje v študentskem naselju, ne, in vodja te ekipe je bil Janez Janša, ne, in pač je rekel, da ok, da bo zbral ekipo, ne, oziroma mu je Resnik večino zbral in potem sva se pa nekaj časa pogajala. Ne. Sem rekel, daj povej, kakšen bo tvoj program. Rekel, ne, ti povej, če boš financiral. Ne, sem rekel, ne, ti povej, kaj so osnove. Ne, najprej povej, če daš denar, potem pa se pogovarjamo naprej. Pa sem rekel, ok, dam denar. Ne. Oziroma, dam denar je to, morate upoštevati, da študentska organizacija Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani takrat, ne, je imela neke koncesije študentskega servisa in ta 2 nemška kolega sta rekla, da smo verjetno najbogatejša študentska organizacija v Evropi. Ne. No in dejansko Ali Žerdin je kasneje leta napisal v knjigi Generali brez kape, ne, da smo verjetno edina država, ki se ni sfinansirala te tranzicije oziroma novih pobud z raznih takšnih čudnih fondov obveščevalnih tujih služb, kar nisem več čisto pripričan, ampak da je zraslo z nekim študentskim denarjem. Ne. No, zakaj je to pomembno, zakaj to govorim? Ko je bil podpredsednik prve vlade Jože Mencinger in so prvi sveženj sprememb prenesli v
takratno skupščino, je Menzinger vztrajal, da ne dovoli nobene izjeme, če hočemo začeti delati. Ne. In je prišlo vseeno do ene same izjeme, in sicer glede organizacije, študentske organizacije. Ne. To pomeni, takrat je bila to neobstoječa organizacija. Ne. In zdaj sicer nisem slišal to iz prve roke, ne, ampak sem pa slišal od Franceta, ne, ki je pač rekel, da to izjemo pa moramo dovoliti, ker kajti, če ne bi bilo njih, tudi nas ne bi bilo tukaj. Ne. In to je bila tudi edina izjema takrat, ko je šla nekako skozi. Ne. To pomeni, takšne korektnosti do takrat še nisem doživel. Ne. Se pravi, nekdo, ki je držal besedo in se za njo postavil. Ne. Tega v našem prostoru skoraj da več ne moreš srečati. Ne. No in tudi kasneje, se pravi, gospa Tomšič se bo spomnila, kdaj sem bil nazadnje pri vas. Ste bil, ko smo ti stara 2 leti, to se pravi leta 2006. Ne, mislim, da bilo kakšno leto kasneje, 2008. Preden smo imeli 20. obletnico. Dva obiska sta bila. Ja, no, ampak ta zadnji, tako. No, in leta 2008 sva imela s Francetom zelo zanimiv pogovor. Ne? In je vpraševal, kakšni so kaj člani, ki so člani SDS takrat, znotraj kliničnega centra, fakultete, ne, pa sem rekel, pač žal problem, ki je, recimo, da je to stroka, ki je še vedno rdeče-črno obarvana, ne, s tem, da se razmerja nekako spreminjajo. Ne, in to pomeni ljudi eni, ki so prej bili celo, ne vem, fanatični člani ene partije, so zato, da so dosegli svoje, zamenjali stran. Ne? In to smo dobili nek umeten konflikt, ki bi ga v normalnem političnem prostoru ne bi smelo biti, ali pa naj ne bi bilo. Ne? Tako da z tega vidika me je zelo presenetilo njegovo stališče, ne? Ki je rekel, izgleda pač, da bo še nekaj časa trajalo, preden bomo lahko primerljivi z drugimi več parlamentarnimi sistemi. Ne? No, takrat smo imeli tudi to 20. obletnico, ki smo v bistvu organizirali mi 3, naredili na Kersnikovi, pač da smo se vrnili po 20 letih nazaj. In za čuda smo imeli celo nekaj medijskega odziva, oziroma kasneje potem Rosvita Pesek pomagala dokončati knjigo, ne, da smo imeli vsaj neko pisno dokumentacijo iz prve roke. Ne. Moram pa reči, ne, da teh pionirjev, ki so bili pogon, ne, prej sem omenil Sama Resnika, ne, Franceta Bučarja, Pučnika, oziroma Ivana Pučnika, ne vem kaj z njim. Se pravi, vse te ljudi smo takoj potem, ko se je začela pobuda za socialdemokratsko zvezo stranko Slovenije, čez kakšen teden povabili na nek konspirativen sestanek v študentskem naselju, v neki TV sobi. Ne. To pomeni, da vsi, ki so se kasneje potem pojavili v tem političnem prostoru, večina okrog kasnejše SDZ in seveda en del ljudi, se pravi Društva slovenskih pisateljev, intelektualcev. In ko je France predstavljal, da bi naredili pač neko paleto, nek nabor strank, kjer bi potem začeli za pobudo, se je ta intelektualni krog zelo slabo izkazal, ne, oziroma zelo zviška gledal na njegovo pobudo. Ne. In takrat smo imeli v študentski organizaciji, oziroma vsej ti pobudniki, ne, prvi konflikt, ne, se pravi eni, ki so zagovarjali intelektualce, ne, in ne vem, jaz in par mojih, ne, ki smo zagovarjali socialdemokracijo oziroma to socialno usmerjenost. Ne. No in dejansko se ta problem, oziroma problem polarizacije iz prejšnjega časa, se pravi en slogan v študentskih letih je bil, ne, vsi so faksi beli,
samo moj rdeči. Ne? To je bil pač neka šala, ker so vse ključne funkcije zasedali študentje FSPN. Ne? No in takrat se prvič to nekako začelo spreminjati. Ne? Zdaj, da zaključim, ne? Od točke, ko smo zagnali pisarno, je teklo vse skupaj z nadzvočno hitrostjo. To pomeni, se iz uro spreminjalo. Ne? In bi lahko poslali ne vem koliko obveščevalcev, goferje in ne vem koga, stvar bi tekla. In v eni točki so se to zavedali in pač se pravi, pol se začela računica, ne? Boljše imeti svojo državo, če bo treba, ne? In seveda na nek način sodelovati. Ne? In tukaj je bil France tisti, ki pa je zagovarjal sodelovanje. Če hočemo državo voditi, morajo stranke sodelovati za skupne interese, ne? Za skupno ekonomijo. Ne? In glede tega je pač bil in še je korak pred zdajšnjo, pa ne samo slovensko politiko, ampak tudi evropsko. Ne? No in z tega vidika mislim, da si zasluži, da ta vaša pobuda prične delati nad tem, da bo priznan kot zgodovinska osebnost, zgodovinsko prelomna osebnost, se pravi, jaz sem sicer dal delovni naslov Tank slovenske pomladi, pa sva ga potem spremenila, ne? Ampak dejansko je bil neustavljiv. Ne? In tudi, ko je šlo recimo za vprašanje osamosvojitve, ni nasprotoval, ampak je bil spet pragmatičen. Dokot smemo iti, da ne bomo naredili več škode kot koristi. Ne? Tako da ta njegova pozitivna naravnanost, ne, je dejansko bila prisotna. Kar pa mislim, da pa zaradi odsotnosti neke operativne politične izkušnje se je v tistega pol leta, enem letu pionirskega dela utrudil. Ne? In na koncu je bil že toliko časih utrojen, da so parkrat tako, da ne rečem, tule jedna drugega, ne? Ampak napor je bil velik, ne? Oziroma bil včasih prevelik. Ne? Zdaj mislim, da tudi to stisko s časom, energijo in tako naprej, pa je potem verjetno nekdo drug skoristil in v bistvu pokončen, kot je bil, se je umaknil oziroma izbral neko drugo pot. Ne?